Jadran Ivančič nastopa kot neodvisni kandidat s podporo občanov. Zaposlen je v podjetju PGM Sežana, kjer vodi proizvodnjo, zato iz izkušenj ve, da je ključ za uspeh v enotnosti in solidarnosti. Zavzel se bom za zelo pošteno delo, vse takega me ljudje poznajo, za sodelovanje med ljudmi, med krajevnimi skupnostmi in samo občinsko upravo je to sodelovanje ključnega pomena za razvoj tega kraja in nasploh za delo ene lokalne skupnosti. Podjetnica Breda Filipovič za županjo kandidira tretjič. Svojo prednost vidi tudi v tem, da jo predlaga stranka SDS. Kot občinska svetnica pa se zaveda, da je za razvoj lahko ključen prispevek vsakega posameznika. Zavzemala se bom predvsem za enakomeren razvoj občine brez izločanja. Želela bi dialog z vsemi povezanimi v občini, želela bi nadaljevati že obstoječe projekte. Pri novih projektih pa dialog, predvsem gre tlele za projekte infrastrukture, energetske projekte in mali projekti, ki so pomembni za razvoj celotne občine. Viljan Sluga iz Rodika je neodvisni kandidat, ki ga predlaga Lista Napredek. Upokojeni pravnik, ki je delal na ministrstvih za notranje zadeve in za obrambo, ima dovolj izkušenj, da bi občino približal ljudem. Sem predsednik krajevne skupnosti Rodik 2 mandata in tudi član občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina. Moj cilj je, da kandidiram za župana, da čim bolj zbližam občino z našimi volivci, z občani in da še postorimo veliko stvari, ker je še čas ostal nedokončan. Vasja Ivančič kandidira s podporo Liste Pretresi. Diplomant mednarodnih odnosov trenutno zaključuje še študij finančne matematike. Kot občinski svetnik pa je spoznal, da je potrebno vlagati v ljudi. Potrebne so spremembe. V sodelovanju in partnerstvu z občani nameravamo narediti načrt, s katerimi bomo dejansko dvignili kvaliteto bivanja v našem kraju in se izognili projektom, kot je na primer ta za menoj deponija Železni most ali pa bioplinarna na Kozini. Hkrati pa moramo tudi povečati preglednost poslovanja naše občine. Peter Boršič je neodvisni kandidat s podporo volivcev. Sedanji podžupan je zaposlen v podjetju Vina Kras Sežana. Kandidira zato, ker želi bolje izkoristiti predvsem turistične in gospodarske potenciale krajev. Poskrbeli bomo za delo in samooskrbo s kmetijstvom. Poudarili bomo razvoj turizma in podjetništva, predvsem podjetništva mladih in podjetij s sedežem v občini. Biti župan je trdno in odgovorno delo, pomeni uresničevati potrebe in želje ljudi, pomeni vedno delati za ljudi. Sedanji župan Zvonko Benčič Midre nastopa kot neodvisni kandidat s podporo županove liste in občanov. Upokojeni pravnik in inženir prometa, ki živi v Kopru, bo v tretjem mandatu nadaljeval s preverjeno formulo. Med volivci se poznam kot mož dejanj in mož, ki drži dano besedo. Ta način dela bom nadaljeval tudi v tretjem mandatu, seveda, če mi bodo volivci zaupali svoj glas. Saša Likavec Svetelšek se je za kandidaturo odločila, ker je prepričana, da bi lahko dosegla več. Direktorica občinske uprave predlaga stranka SD, podpirajo pa jo še Lista Pečar, Zveza za Primorsko in Solidarnost. Je občina Hrpelje-Kozina taka, kot si jo želiš? Je v njej dovolj dogajanja? So javne storitve na dovolj visokem nivoju? Je začutiti sodelovanje z gospodarstvom? Ukolikor je tvoj odgovor ne, te vabim, da prideš na volitve in obkrožiš Sašo Likavec Svetelšek za županjo. Skupaj zmoremo več in boljše. Vsi kandidati pa se bodo morali v prvi vrsti spopasti s trenutno najbolj žgočo temo, s postavitvijo oziroma prestavitvijo baznih radarskih postaj ob železniški progi.